Wow. Maraton Franja BTC City Ljubljana UCI Gran Fondo 2026. Carsko. Evo, aktivacija z bivšim kolesom. Ja, na aktivaciji se mi je pridružil Žan, ki skrbi, da se Viljer še naprej dobro počuti. Franja je dirka, ki omogoča dvig že v tednu pred dirko in zato sem tudi dan prej že poskrbel, da je bila številka s čipom nameščena in veriga dobro namazana za dirko. Prav tako sem že pripel številko na dres in si že pripravil gele v flaške namenjene temu. Okoli 360 gramov OH za dirko. Polnemu glikogenu pomembno prispeva seveda tudi prehrana, zato sem po aktivaciji pridno začel polniti zaloge s hrano, polno ogljikovih hidratov. To sem počel cel dan in tudi naslednji dan ob zajtrku. Potem pa že odhod na prizorišče maratona Franje. Tokrat zame tudi prvič na veliko traso, kar pomeni, da je štart že ob 9. uri. Sledile so klasične priprave in medtem, ko so se nekateri veselo mastili, sem sam naredil svoje aktivacijske vaje z elastikami. Bil je čas tudi za pogovor o kolesu in tako sem spoznal gospoda Aljaža, ki mi je tudi povedal, da je včasih vozil za rok. Pridružil se mi je na ogrevanju in sproščeno sva poklepetala o različnih kolesarskih temah. Moram se mu zahvaliti, saj me je nepričakovano odpeljal do štarta in to v prvi štartni boks. Malo stresa prehranjenega, a tudi drugače bi štartal od spredaj, saj sem bil lani med 100 na Mali Franji, kar pa velja tudi za štart Velike Franje, za vse, ki tega ne veste. Pred štartom me je za spodbudo prišel pozdraviti tudi Janez iz HPC-ja, ki skrbi za mojo prehrano. Mimogrede, fantje so izdali tudi priročnik o prehrani in tam dobite vse odgovore in nasvete, priporočam. Napetost je počasi naraščala in štartni boksi so bili vedno bolj polni. Še nekaj pogovorov o trasi pred začetkom ter kmalu tudi pozdravi za srečo od mojih največjih navijačev. Pri Franji mi je vedno zanimivo, da še dodatno dvignejo puls, ko spustijo glasbo Thunderstruck od AC/DC. Čas je bil za štart. 4, ajde ljubavi! Ajde! Ajde! Piči! Pognali smo se na 156 km dolgo pot z okoli 1400 višinskimi metri. Kot je za Franjo že znano, gre takoj od začetka na polno, ker ni zaprte vožnje. Od stresa sem pozabil prižgati računalnik, zato tukaj na začetku ni podatkov o moči. Ampak verjemite, da gre precej na nož. Sploh boj za pozicije in podobno. Poskusil sem se držati čim bolj spredaj, saj se tako izogneš tudi kakšnim nepotrebnim padcem v središču Ljubljane, kjer so hitrosti precej visoke in skupina je velika. Uspešno smo prišli skozi mesto in na dolgem mostu sem končno vklopil računalnik. Zdaj je bila na vrsti stresna pot od Brezovice do Vrhnike, saj je ogromno zožen in krožišč, hitrosti in skupina pa velika. Sam sem preživel vse te stresne momente in prispeli smo do Vrhnike, kjer nas je čakal prvi vzpon dneva. Pozicioniran sem bil nekoliko zadaj, ampak nisem paničaril, saj sem pred sabo v bližini videl več favoritov dirke. Kljub ostremu ritmu je na moje presenečenje skupina ostajala velika. Poskusil sem peljati čim bolj v zavetrju, vseeno pa biti pozoren na morebitne skoke. In ti so prišli zelo hitro. Odreagiral sem takoj in iz ozadja skočil za njimi. Tako je sledil nov skok, nov protinapad. Tokrat sem prepustil lovljenje, saj sem vedel, da nas je dovolj, da bo kdo skočil. Po 2 poskusih se je potem situacija za nekaj trenutkov malce umirila. Ni trajalo dolgo, saj se je proti vrhu spet začelo stopnjevanje. Bil sem zraven in vse skozi pozoren na morebitne napade. Ta je prišel na vrhu, tik pred spustom proti Logatcu. In ni bil edini, zdaj je šlo zares.
Bilo je res veliko poskusov in nemogoče je vse pokrivati, zato sem tudi prepustil lovljenje komu drugemu. Na srečo je pri tako veliki skupini vedno nekdo, ki poskusi pokrpati luknjo in se lahko priključiš. Skozi Logatec je tako skupina prišla skupaj. Ritem je potem malce padel in tudi na vzponu pred spustom v Idrijo se ni dogajalo kaj posebnega. No, razen konstantnih bojev za pozicije in včasih kakšne neumnosti določenih v skupini, a na srečo brez posledic. Tik pred spustom so seveda želeli biti vsi od spredaj. Sledil je torej spust v Idrijo, ki je dodobra raztegnil skupino, kar me je nekako rešil in sem lahko spust odpeljal mirneje. Sploh zaradi Maca sem še bolj previden, ampak tukaj je bilo vse ok. Po koncu spusta se je skupina spet sestavila in hitro sem izkoristil priložnost, da sem se pomaknil čim bolj naprej. Nato relativno mirno mimo Idrije in proti glavnemu delu dneva vzponu na Kladi. Takoj po ovinku, ki nas je usmeril proti Cerknemu, se je začela divja borba za pozicije. Vsi so nestrpno čakali na začetek vzpona in vsi so želeli biti spredaj. V Cerknem nas je čakala čudovita navijaška kulisa, ki pa me ni preveč zanimala, saj je bil na vrsti vzpon in začelo se je, kot sem pričakoval, zelo napolno. Ne vem zakaj, to se mi zdaj dogaja na vsaki dirki, ampak spet sem se v svoji glavi nekaj zataktiziral in preveč razmišljal, namesto da bi šel preprosto na vse ali nič in zgubil sem stik s prvimi. Sledil sem kolesarjem v skupini, ki se je izoblikovala v prvem kilometru vzpona. Potem je pa mimo prišel tudi Klemen Jančan in zelo dobro potegnil do naslednje skupine. Malce sva se skoraj zapletla, ampak na srečo ni bilo nič hujše. Nato pa je ritem v tej skupini nekako padel in končno sem se opogumil ter želel malce pospešiti. V daljavi sem videl kolesarja in želja je bila ulovitka. Skupino sem medtem pustil za sabo in sledila je vožnja do vrha Kladja. Zdaj je prva skupina bila izgubljena, a vseeno še ni bilo konec dirke. Vedno več je bilo tudi navijačev in spet se lahko zahvalim vsem, ki ste mi vmes namenili besedo vzpodbude res izjemno. Hvala tudi Galu Seknetu, ki se je kljub temu, da ni dirkal, pojavil na vzponu ter delil bidone vode svojim sotekmovalcem. Vsaka čast. Tik pred vrhom pa še eno presenečenje. Na tleh navijaški zapis zame, če boste zelo pozorni. Vrh Kladja. Zdaj je pa na vrsti nov spust in divje lovljenje proti Škofji Loki. Bilo je nekaj makadama na spustu in zožitev, a so tle skupine toliko razbite, da ni bilo nevarnosti. Do Škofje Loke je šlo tako hitro, da sem pozabil vmes kaj posneti. Prišli smo celo na 30 sekund zaostanka za prvo skupino. Potem pa žal, na klancu v Škofji Loki nisem uspel držati skupine in naredila se je luknja.
Škoda, ker mislim, da če bi ostali skupaj, bi lahko ulovili prvo skupino. Tako pa smo se samo razbili na pol. Je bilo pa kot vedno v Škofji Loki izjemno navijaško vzdušje. Na to ni bilo večjih pretresov, nadaljevali smo v manjši skupini in počasi začeli izgubljati moč in razlika se je večala. V Vodicah smo bili še na poziciji od 10. do 12. mesta generalno, sam pa sem bil prvi v starostni skupini. Nadaljevali smo proti Ljubljani. Naredili obvoz pri Skaručni zaradi del, preživeli tudi makadam, potem pa sta kolesarja ob meni v Gameljnah na kratkem vzponu poskusila stopnjevati, a sem na tem posledil. Na Dunajski je vse delovalo zaključeno, samo da pridemo do cilja, a Gregor iz Tuštima se je odločil, da bi napadel. Sam sem bil na koncu z močmi in sem samo spustil. Tomaž Kališnik je sledil in odpeljala sta se naprej. Menim, da je to bila spet napaka, saj bi skupaj lahko prišli do cilja pred skupino, ki nas je kasneje tik pred ciljem ujela. Vmes so prvi prišli v cilj in zmagal je Matic Grošelj. Čestitke. Kmalu za njim tudi druga skupina, katere del sem bil do Škofje Loke. Zdaj sem nadaljeval sam in začel je pihati močen veter v prsa. Ko sem pa iz Dunajske zavil proti Žalam, se je za mano pojavila skupina 13 kolesarjev in vedel sem, da nimam dovolj moči za beg do cilja. Ujeli so me in poskusil sem peljati z njimi do cilja, a potem, ko sem v zožanju naredil napako v liniji in moral močno zavirati, sem naredil luknjo, ki je preprosto nisem uspel zapreti. Po Šmartinski sem zapeljal zadnji kilometer sam in ko je skupina pred mano odšprintala, sem se pripeljal v cilj sam. Takrat še nisem vedel, mislil sem, da gre za slabšo uvrstitev, a bil sem na skupno 23. mestu ter drugem v kategoriji. Po prihodu v cilj so sledili prvi vtisi in pozdravi sotekmovalcev. Pozdravite, prišel tudi trener ekipe SNS Cycling, s katero sem kolesaril na Tenerifih, Jakub, ki je tudi sam vozil Veljko Franjo. Po nekaj izmenjavah občutkov sem kasneje končno tudi pogledal uvrstitev in na veliko veselje ugotovil, da je bila vožnja dovolj za drugo mesto v kategoriji. Torej sem moral počakati na podelitev in odšel sem se preobleči in pospraviti ostale stvari v avto. Po malce in precej dolgem čakanju je končno sledil čas za podelitev v kategoriji. So we'll begin with the Men B category. Beginning with third place representing Spain. Eduardo Martinez Larena on fourth place. Na tretjem mestu španski predstavnik, kar 37 predstavnikov različnih držav. We have here in Franja, so the competitors representing 37 different countries. Na drugem mestu za Slovenijo Team BTS Company Robert Korošec. Na drugem mestu. Bravo, ljubavi! Še prvega počakam, ne? Ja. In še zmagovalec, predstavnik Madžarske, ki vas vabi tudi na Tour de Matra, Laszlo Zaraj na prvem mestu. Between best three in time trial competition last year and also in Friday's competition, now in first place in age category, Men B category for Laszlo Zaraj. Zmagovalni čas 3:41:45 with winning time 3:41:45.
Še enkrat najboljši trije, Laslo Zaraj, Robert Korošec in pa Eduard Martinez Larena. Prvič na Veliki Franji in prvič na stopničkah. Dober izplen bi se lahko reklo in zadovoljstvo je bilo temu primerno. Forma raste in upam, da bo na vrhuncu naslednji teden, ko je na vrsti državno prvenstvo na cesti. Odpravili smo se počasi proti domu na zaslužen počitek. To je to od Franje za letos, gremo naprej in ne pozabite, se gledamo!